Panika ni potrebna, razmere na slovenskem trgu energentov so za zdaj stabilne, večjih podražitev vsaj letos ne bo, miri infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. V gospodarstvu pa so zaskrbljeni, nekateri bodo prisiljeni v zmanjšanje proizvodnje, višanje cen, ponekod v odpuščanje delavcev in celo stečaj. Vlado pozivajo k ukrepanju. V Talumu, enem večjih odjemalcev, za prihodnje leto nimajo zakupljene elektrike. Proizvodnjo so že zmanjšali za polovico, do konca leta jo bodo še dodatno, odpuščali še ne bodo. Zaradi tega, ker bomo v letošnjem letu izpad proizvodnje v elektrolize nadomestili z zakupljenim aluminijem in tako izpolnili pričakovanja vseh naših kupcev. V ljubljanski družbi Aquafil, kjer izdelujejo sintetična vlakna za tekstilno industrijo, je letni strošek za elektriko 7 milijonov evrov. Visoke cene so že prinesle še dodatne 3 milijone škode. Za drugo leto nimamo zakupljene električne energije. Mi v podjetju zelo intenzivno iščemo notranje rezerve. Naše komercialne ekipe pa hitijo z dvigovanjem cen. Visoke cene elektrike pa bodo najbolj prizadele gospodinjstva. Če pomislim, kako ljudje živijo, pa kako to vse gre, pa je prava groza, ne. In če bo vse tako drago, ne vem. Težko. Tako da, kaj bom jamrala, če tako moraš paziti na vsak evro. Kar se tiče dviga cen, kot so že pojasnili, v letošnjem letu gotovo ne. Če cene do drugega leta ne bodo padle, bomo potem sprejemali odločitev takrat, ko bo potrebno. V tem trenutku še ni. Gospodarska zbornica je skupaj z energetsko zbornico zato državi predlagala nabor ukrepov, in sicer predvsem črpanje iz podnebnega sklada. Po naših podatkih je približno 430 milijonov evrov v tem skladu in manjkajo, kot rečeno, izvedbeni dokumenti. Zato pozivamo Ministrstvo za okolje in prostor, da se nemudoma loti te aktivnosti. Vlada se je sicer danes popoldne sestala in sporočila, da spremlja razmere, ukrepe pa bo sprejela skupaj z Evropsko komisijo. Za zdaj pa ne vidi potrebe po ukrepanju. Ta trenutek ni potrebno, da bi Republika Slovenija na kakšenkoli način še ukrepala, zlasti kar se tiče plina pa električne energije za končne odjemalce. V ta namen so ustanovili posebno delovno skupino. Za zdaj smo, kot pravi minister, na varni strani, prebivalcem pa svetujejo, da lahko odjemalca po potrebi tudi zamenjajo.